Dober dan vsem skupaj. Hvala za potrpežljivost. Primorska je včasih tako daleč zaradi tega prometa, mogoče celo dlje, ko je bila leta 13, verjel več Boris. Tako da upam, da razumete, šli smo ob 9 na pot, ampak je trajalo. Vesel sem, da smo v taki družbi. Predvsem bi rad pozdravil oba ministra, ministra za Slovence po svetu in ministra za kulturo, pa senatorko italijanskega parlamenta, ki jo prav vidim, Tatjano, pa šefico Jaka in vse, ki imate radi našega Borisa. Letos praznujemo s knjigami, ki jih že poznamo, predvsem pa spomini, ki jih še ne poznamo, kajti Boris nas vedno znova preseneti. Je pravzaprav kronika 20. stoletja, predvsem kronika Slovencev, naše pravzaprav ene take zahtevne usode v smislu najprej raznodrovanja in fašizma, ki je leta 20 pač požgalo tudi tisto upanje v mladem Borisu, čeprav samo 7-letnem, ko je gledal ta požar, in pa seveda tudi kasneje tragedija okoli tega narodnega razkola, ki se je v drugi svetovni vojni še povečala in o kateri je Boris veliko pisal, zlasti takrat v Kotbeku, pa potem tudi intervju kasneje o tistih temnih časih, ki so nastopili po vojni. Tako da Boris je res en pokončen državljan sveta, Evrope, predvsem pa velik Slovenc, na to smo ponosni. Ponosni smo, da je pri naši založbi zvest in izdaja še vedno. Upamo, da bomo še kaj skupaj izdali. Tako da bi predvsem voščil trdnega zdravja in čirih misli še naprej in na zdravo pravzaprav z njim, ker njega želimo slišati pravi za resnico, za pravico, za svobodo, za ljubezen, ki bi dal za Borisa Pahorja tudi. Tako da Boris, iskrene čestitke v imenu nas vseh in vse dobro še naprej. Bi pozval za kratko voščilo tudi ministra za kulturo, gospoda Zorana Pozniča, pozneje po koncu pa seveda tistih želi še čestitati po dobrodošlo, ampak nekako resorni minister pride prvi. Izvoli. Hvala. Boris, evo še šopek. Kaj je sploh še za reči? Hvala lepa. Mogoče se bo čudno slišalo, ampak je nekakšen spomenik vse tisto, kar smo 100 let nazaj si želeli, kar smo bili, od kje smo prišli, je danes še vedno z nami. In upam, da bo z nami še stoletja in stoletja in stoletja. Boris Pahor je živ pričevalec naše preteklosti in na en način živ tisti, ki naj opozarja na vse poti in stran poti 20. stoletja, da jih ne ponavljamo v 21. Tako da, dragi Boris, tudi strani mene in Ministrstva za kulturo čestitke. Hvala lepa. Pravzaprav še ena, ki je odgovorna za knjige, da knjige res ratajo in pridajo med nas in ki je tudi podprla dost vsa inštitucija. Renata, izvoli. Hvala lepa. Čisto na kratko, jaz lahko samo rečem, da Boris Pahor marsikje v tujini velja za poosebljenje knjižne ustvarjalnosti v slovenščini. Pri nas pa zagotovo velja tudi za poosebljanje narodnega ponosa. Marsikateri novinar, tudi tuji novinar, ki smo ga pripeljali k Borisu, bodisi domov, bodisi smo organizirali srečanja v tujini, ga je imenoval čudež zgodovinskega spomina, hkrati čudež na 2 nogah in Boris, jaz si želim, da bo še kakšna priložnost, da skupaj pojemo kakšno juhco. Kakšna priložnost, da skupaj, kaj? Pojemo kakšno župco. Kakšno?
Juhico. A juhico, ne? To pa je pomembno. Se pravi, da bi bila vrsta na meni, da bi bo. Zdaj imam jaz komado v rokah. Samo 2-3 besede. Zakaj pa konc koncev? Pa se on je slavnic. Vrsta je na vas, gospod Boris. Prosim? Kar da ima. Jaz najprej se zahvalim gospodu Petru Tomšiču in Mladinski knjigi in gospodu Duši, da sem jaz nekako bil sprejet in da moje knjige nekako imajo neko zaslombo že v začetku. In treba, da iščem založnika in da čakam njegovo pritrditev in sprejemati prevajalcev, če je tuji jezik, kar se dogaja večkrat, da se mi je zgodilo pri knjigi, ki je tiskala založba Edizione, da navedi težav zaradi ocene nadzornika, ki pregleduje prevode. Oziroma, nekako je ta zaslomba, ki se jo našel jaz pri Mladinski knjigi, zame neko nadaljevanje sprejema, ki je bil zmeraj veliko v dobrem smislu meni v prid. In jaz sem začel in lepo pozdravljam gospoda Evgena Bavčara, doktorja na Sorboni, človeka, ki konkretno ne vidi z navadnimi očmi, ampak ima pa inteligenco, ki je prvovrstna, večjezičen razvoj raznih evropskih jezikov in kar za mene čide, moram reči, kako sem mu rekel zdaj, ko sem mu stisnil oko, in principio era Bavčar. On je začetek, da jaz egzistiram kot pisatelj. Gospod Bavčar je dobil v branje, katero nekdo je bral, ker ni bral sam. Moja Nekropolo, knjigo, ki sem jo napisal pri založniku Mariboru Obzorja, gospodu, ki ga, bi rekel, moram priznati kulturno ledico, lahko rečem kulturni socializem oziroma kulturni komunizem prve vrste, ki je pa redkost, nažalost. To je bil on klasik in istočasno moderen človek. In ko je moj Nekropol izdal, je bilo, bi rekel, veselje v meni in veselje tudi je on doživel in se takoj zmenil z založbo Primorskega dnevnika v Trstu, da odkupi, že preden knjigo tiskajo, ne vem koliko tisoč izvodov, da bo skušala Primorska nekako poznati istočasno, kakor Maribor, kakor Ljubljana, istočasno vsebino knjige. Gospod Bavčar je dobil, bi rekel, v roke italijanski prevod Ezia Martina, ki je bil provansalskega rodu, ni bil Francoz, niti Italijan, ampak je poznal oba jezika. Poleg francoščine in provansalščine je on bil postal profesor v Piemontu, v Italiji, profesor na visoki šoli. In ko je prebral, ko je spoznal vsebino moje Nekropole, je on postal, bi rekel, nekako prepričan,
da je treba to čim prej objaviti. Tako kako tudi prevajalec sam je rekel, gospod Pahor, je zatentujem, da najdete italijanskega založnika čim prej. In tudi italijanskega založnika sem jaz čakal 15 let. 15 let. Pri meni je to na prahu moje knjižnice ležalo in je bilo že pokrito s prahom. In ko sem jaz prišel v Pariz, čisto po naključju, ker me je prijateljsko povabil en liberalec, naš državljan, da ne grem žim, ki je imel vozilo in tako naprej, da sem šel na razstavo Truje Trieste. Truje Trieste, ki je pomenilo, ne, spoznajte Trst. Spoznajte Trst in je občina Trst naredila veliko razstav o svojem bitju, o svojem biti občina tržaškega mesta. In ta razstava je bila zelo dobro realizirana, z edinim pomanjkanjem, bi rekel, našega obstoja v občini in nasploh v italijanskem delu. Bi rekel, v tistem delu Italije, kjer smo mi bili manjšina, da bi ta del kulture slovenske prišel na to razstavo Truje Trieste, ker smo imeli pravico biti prisotni. Samo nas je omčal, kako ponavadi, da omočala. Edini, ki si je takrat zavzel za to, je bil Eugen Baučar. Človek, ki je imel svojo sobico nekje sredi Pariza, se je interesiral za to, da je tam potoval metrojem, list, ki je imel, mu je dala Italija oziroma občina, mu je dala listke, nekako, da je bil, ni imel težave, da bi zmanjkali listki. In on je to začel nabirati, kar je bil v Franciji, nekaj materijala, poleg drugo pa se je zmenil za Trstom, za knjižnico slovensko v Trstu, za knjigarno slovensko, ki ni imela ime slovenska knjigarna. Take korajže niso imeli pri nas, da bi ti razbili tisti zid in da bi imeli tržaške knjigarne. In ta velja še danes. Še danes smo imeli na razpolago denar, da bi lahko naredili tržaško knjigarno na Obedankem trgu, pa ni nastala, prosim. Mi smo poslali neko številka 99, ali ne vem koliko, nekega imetnika, nekega, bi rekel, če rečemo, voditelja naše, bi rekel, ime. Našega bogatstva, ker nekaj bogatstva smo nekako si nagrabili, priznajmo, pri prihodu v Trst, vojanska armada jugoslovanska, Tidovska, je nabrala denar po bankah in tako naprej, je nabrala, kar ni bilo slovensko v smislu demokracije, ampak so oni takoj to nekako zasedli. Hiša, v kateri Primorski dnevi danes, je bila zasedena. So jo zasedli. Polovico je bila italijanska, so svojim tovarišem Italijanom dali, polovica je bila slovenska. In to se je potem, ko je prišel 48, in je ločitev razkladlo na poje, na dvoje. Da je Primorski dnevnik, tista hiša, ki ima menda 4 nadstropje, koliko jih ima, je bila razdeljena na dvoje. Na eni strani staljinisti, na drugi strani Titovci. In eni in drugi se zmerili s fašisti. Njih je pisal, da postali Tito-fašisti. Oni drugi so se branili, niso rabi izraza fašisti, niso rabili, ker ni bilo mogoče, ampak so nekako jih obsojali kot da nekako Stalin nekaj hoče doseči, tako naprej. In so skušali ste osvobajati. Jaz sem napisal roman v labirintu, ki to slika, fotografira
kako se je to v resnici dogajalo. In pri tej knjigi, v labirintu, je začela nekako variacija glede mene, tako da je potem, bi rekel, klub mladih, klub tisti, ki so nekako se imeli za voditelji slovenske kulture, kar Mauner in drugi okoli, ki so marali, niso marali zavesti slovenske. Kaj Pahor hoče? Imamo svojo Republiko Slovenijo. Kaj ne naredimo, da bi, ne? Jaz sem pa rekel, ne, mi imamo Republiko Slovenije, pa imamo Republiko v federaciji. Bi morali spremeniti federacijo v konfederacijo, zato da bi mi imeli tudi neko svojo sodelovanje pri tem. Ne da mi krojijo drugi moje bivanje. In tako se je dogajalo do konca. Tako se je dogajalo ravno tudi zaradi moje knjige in zaradi tega, kako so to knjigo poznali potem. Moja knjiga je dobila namreč kot svojega Evgena Bavčarja, da je knjigo hotel plasirati in je rekel, gospod Pahor, prinesite to knjigo v Pariz, ker se tabo niso nosili. Kaj se nosi prevod italijanski Pariz? Kaj prinesite v Pariz knjigo, bom jaz ponudil to nekemu založniku, ki ni založnik on, ampak založniki jo ga nekako namestijo za tista leta pogodbe, ki bo podišel, da bo on izbiral, kaj naj Francoz objavi iz tuje literature. Kaj ne ima prednost. Ne? In to se je tako dogajalo, da sem prinesel knjigo, in on je šel, ta je zdaj postal založnik, je postal on po tolikem času, Pierre Guillaume Deroux. Deroux, to je bil njegov oče, zelo pomemben kulturni človek, ki so ga nekateri obsojali, da je fašistično usmerjen. V resnici pa je bil en liberalec, ki je se uveljavljal s svojimi idejami, pa ni bil fašistično usmerjen. Na tak način je on temu založniku, ki je bil samo zato tam pri Table Ronde, velika založba Table Ronde je bila katoliško usmerjena, je bila desnica, ma ne v smislu kakšne italijanske nove desnice, fašistoidne. Je bila liberalna v smislu tega širokega krščanskega pojmovanja in on kot sodelavec založbe pri izbiri knjig je knjigo dobil, je dal na predal in na tistem predalu je čakal, da bo šla vrsta do knjigi, dal nekomu do predala. In tako je minilo kakšna 2-3 leta, da je spet čakala na nekem predalu knjiga. Bavčar pa se ni dal mira, on je šel enkrat temu založniku, je šel drugič, je pisal meni v test, gospod Pahor, najte si denar, kupite listek in pridite, da ga vam jaz peljam temu založniku, da vas bo poznal, da eksistirate, da ste veliko sposoben tudi v francoščini se da pogovarjati. Jaz sem v sanatoriju, prav prej. Sanatorij, sem bil leto pol sanatoriju in sem si osvojil jezik. Jaz sem govoril francoščino, moram priznati sam, da je res bilo to. To je, ki pa vi govorite, kot je ne francoz, ja. Da te poznam, ampak da vidite, asimiliral francoščino v domačem pogovoru, v dialektu in istočasno tudi v kulturnem smislu. In končno je mu uspelo, da je temu našemu Pierre Guillaume Derouxu je rekel, jaz prihajam še enkrat in bi rad, da vi meni rečete, da boste dal knjigo prebrati nekomu v Parizu, ki je sposoben
v italijanski literaturi in da bo znal soditi, kaj knjiga velja. Ne? On je rekel, vidite, danes popoldne bo jaz tega človeka v Parizu poklical in mu knjigo dal. In ni trajalo meni niti v mesec dni, ko je on mene poklical spet Bavčar v imenu Deruja. Ta Deru, Pierre Dio mu je. In so meni ta javna oba, ta knjiga je bila predana, ocenjena kot izjemno delo, ki zasluži, da je takoj prevedeno in takoj objavljeno. To je bilo uspeh. Zarlota, da Table Ronde je imeli napisala zelo lepo pismo, način kako čez, da naj ima čas, da ona mojo knjigo objavi. In ta Table Ronde je knjigo tudi izdala. Jaz na misli, kako se knjigo krsil. In tako je šla vse tudi v tisti imenu, da je pravzaprav nekakšen pomenik mrtve. Ampak se najdu, preden je knjiga išla, v enem velikem katalogu, v podzemnem katalogu tukaj v Parizu, eno velikansko veliko knjigo, kjer je pisalo, če hočete najti knjigo, ki je išla v francoščini, dajte konsultirati, dajte pregledati to knjigo. In jaz sem šel takoj, tam kam je pisalo ime moje knjige in to je bilo knjiga, ki je svetovno znana, je kdo bo povedal? Nekropola. Je na čas smrti. Na čas smrti. In danes je ne samo evropska, ampak je svetovno delo. To so mi rekli drugi, nisem jaz šel prebrati vse jezike, ampak vsekakor jaz sem rekel, jaz ne morem drugače, kot da poiščem nekropolo, ta naslov, in da vidim, koliko nekropol eksistira v Franciji. In na črki M sem najdel, vem, da jih je bilo 11. 11 nekropol. Se je rekel, niste, da bom jaz 12 zdaj. Pravijo, da je knjigo tako imenica. Potem ne ima drugačen naslov, kako ga ima v Franciji toliko drugih knjig, ki piše, kdo je kakšnih nekropolih. In sem rekel, da ti najdel naslov Pèlerin parmi les ombres. Pèlerin, ki pomeni Romar. Romar med sencami. In to sem bil jaz, ki sem šel v taborišče in to je bilo 20 let po koncu vojske, ki sem bil drugič na obisku v taborišču. In prvi sem bil po 10 letih. Mene je bila navezana na taborišče tako močna, da še danes se imam za državljana taborišča Drum, na Cvajleru. To se pravi, taborišče na Cvajler, s Trutom na Cvajler, je bilo taborišče nacistično, hudo, 50 km oddaljeno od Salzburga, kjer so zdravniki Salzburga citirali razne Jude, razne komuniste in iskali, kakšna razlika je med možgani teh in možgani nemškega človeka. In to so bivali naenkrat po 60-70 trupel in potem to citirali. Glavno jih je interesirala možganska del, hrbtenica in tako naprej. Tako da kada so osvobodili taborišče, so Angleži našli en kup veliko človeških kosov, poleg veliko razklanih možganov, pregled in tako naprej. To se pravi, glavno taborišče nemško, ne v Nemčiji, ampak v Franciji, je Strutov na Cvajler.
In to taborišče je dobil pisatelja, ki bi 20 let po osvobodilnem boju sem prišel in popolne s svojim Fiat 600 iz Trsta in šel v sandalah, poletnih, nekako kratkih majci oziroma kratkih srajci, pregledati pašten za pašto, ker je sestavljen na terasah to. Vi greste 80 metrov visoko nad morjem, vstopite notri in ko ste notri, imate pred sabo, meni da jih je, če se ne motim, 8 stopnišč, razdeljeni na dvoje, ker vsako ima svoj blok. In ta stopnišča so razdeljena od naših deportirancev, ta kamnita so, ne. In nekako moji obiskovalci, ki prihajajo, iti potem v spremstvu nekega vodnika, ki je ponavadi, če je francoski, če ne, najdejo, da je istega jezika od obiskovalcev. In je nekako, bi rekel, zelo obiskano, predvsem da tisti, ki so bili v tovorišču na zahodni strani Evrope, in to so bili Francozi, Belgijci, Holandci, Norvežani, deloma so bili tudi, bi rekel, Francozi drugačnega jezika, ki pa so Francozi imeli za Francoze, da ste pravi v tem primeru narodi, ki so nekako drugi jezik v Franciji in ki še danes iščejo pravico, da bi poučevali svoje otroke v materinščini. In izgleda, da so vsaj za prve razrede osnovnih šol to pravico zdaj izbojevali v Franciji in da nekateri, specialmente provancalci, neki Katalonci, imajo pravico, da učijo svoje otroke v Franciji tudi v svojem maternem jeziku. To je začetek, ne, ampak Francija, kar se tega tiče, je v zaostanku, ne, je reakcionarna v tem. Hoče biti, kako se reče enkrat, da nacion pomeni, da tisti, ki so v neki državi s svojo vlado, postanejo vsi enega naroda. To je francoska revolucija, vedno. Oni so naredili to za svoje dobro, Francozi, medtem ko jaz sem rekel, če meni ne bi dali za nekropolo, to so me počastili, za svojo najvišjo nagrado francosno, bi jaz se tisti nagradi odpovedal o imenu nesvobodnih narodov, nesvobodnih jezikov v Franciji. Samo, ker so napisali to, da Pahor, ki je avtor nekropole in je dal v svojem literarnem delu, ki je tudi umetniško kvalitetno, spoznal Evropo s Strutom Natzweiler, s tem taboriščem, da se je to v Evropi odkril, ker sama Francija ni bila zmožna to narediti. Zato, ker je imela ljudi v svoji državi, ki so bili zadala Nemcev, vojaki in nekateri celo vojaki pri taboriščih. Prisiljeni kot vojaki, ne. Vojak mora ubogati, če je v vojski, da kamor ga pošljajo gre. To se je dogajalo. Evo, in tako moja knjiga je pri založi, ko se reče, La Chaise Longue, izšla v imenu Pelerin Pamire Zombr in tako je doživela tako imeniten sprejem, da jaz sem se čudil, da so tujemu človeku, ki ga niso poznali v Franciji, objavili take ocene na celih straneh Monda ali pa bi rekel Jutrajnega lista, v Figaro in naprej. In tam mi Francozi so rekli, kako je mogoče, da je človek postal tako odporen in tako nekako bran.
da spada pravzaprav v nekakšno neko slovensko literaturo, čeprav je Slovenec in čeprav nekako prvi ga objavljamo v Franciji. Ecco, to sedaj, zakaj rečem in principio era Bavčar. Bavčar je rekel kot Pahor, vi boste prišli v test iz Francije. Iz Francije boste vi prišli v test. Je treba priznati, da preden je prišel test preko Francije, je doživel na nekropola najprej prevod v francoščino, potem prevod v New Yorku so jo Judje dali v razstavo judovskega tiska, tiste ne Jude, ki so pa pisali o tem. Tako da jaz sem bil preveden v angleščino kot drugi jezik, potem iz angleščine, ne vem, kateri jezik je bil, ampak Nemci so objavili to leta 2001. To je moj prijatelj, ki se imenuje Thomas Poiš, ki je profesor v Berlinu na univerzi, je prebral francoski prevod, francoski prevod nekropoli je prebral, kaj je pravil, vedno skoraj 6 mestov, ki njega francoščina je v Boga, ni vedel, da je preveden v italijanščino, ki v italijanščini pa on malo piše zdaj. Včeraj sem jaz bral njegovo vroščino, da je težko da sem bavila, ker ima mater, ki je bolna in mora iti na Dunaj, ki ona želi, in težko da bom z Dunaja potem najdu povezavo s Trstom, tako bom moral nekako prenesti srečanje. Ampak pa srečala že na mednarodnem sejmu 2-krat, 3-krat, da je on bil moj tolmač in da tu bi govoril italijansko, oziroma slovensko, potem italijansko, in je potem nekako nastalo, da sem jaz preko njega se pogovarjal z Nemci o moji nekropoli in o moji slovenstvu in o slovenski državi in tako naprej. V tem smislu zdaj lahko rečem, da imam to, če ne imel to srečo, glede mojega kada je Italija končno, tudi to je zanimivo, veste, tudi to je zelo zanimivo. In jaz imam dosti takega pripovedovanja, do danes bi širše, če ostanem tukaj. Da je Italija poznala v resnici kljub temu prevodu italijanskemu, ki je še zdaj veljaven, še zdaj velja ta prevod. Še zmeri nekako tistega namene nekje veliko v neki majhni založbi, zato ker ta založba ni pa založba, ampak konzorcij, in je napovedala, da bo nagradila najboljšo knjigo, ki bo prevedena iz slovenščine v italijanščino. In to je bilo potem neko tako, bi rekel, lov, kako bomo to zmagal. In so rekli, da je bil en prevod zelo dober, ki je bil boljši od tega mojega prevoda iz slovenščine v italijanščino, ki so ga dali tako na temo. In ta konzorcij je bil v imenu Srečkega Kosovela to. Konzorcijo Srečko Kosovel, nekako tako imenovali. Je dobil nagrado, prvo nagrado kot prevajalec, in meni so rekli, da je to posegla profesorca Marija Veliko Pirjevec, da je rekla gospoda komisija, gospodi komisarji, če vi ste za to, da damo nekomu drugemu prvo nagrado, jaz bom moral reči, da se ne strinjam, bom ena, ki se ni strinjala. In bom povem, zakaj se ne strinjam. Zato, ker sem rekel, ta prevod, ki ga imamo Pahorja, je preveden v italijanščino v dobri italijanščini.
Ne moramo reči, da ni dober za jaše. Ampak, če vi hočete eno boljšo, v tem primeru bi jaz bila za to, da rajši dajmo nagrado tej knjigi, zato ker gre za pričevanje o nemških taboriščih, ki bomo težko našli eno drugo pričevanje, ki bo tako vredno po svoji vsebini, po svojim, kako bi rekel, pripovedovanju. Boris, kam bomo mi spravili vse to? Nimamo vsi takih možganov, da si zapomnili za 100 let detajlov, res, kaj je, kje se kdo sedel, kaj je komu rekel, to je neverjetno. Kaj bom povedal vsa detalj? Je knjigo tiskala Berlin Verlag, knjigo, na svetovanje mojega prijatelja, ki sem ga prej imenoval Tomasa Pojsa, in meni rekel, da me počasti, naj jo počasti, da dam to nje kot založnika, in v 5 mesecih tiskamo knjigo. In jaz sem bil, ko je moj Tomas Pojs predlagal, rekel to je ta knjiga je pravzaprav za Nemce tudi nekakšno darilo, in potem piše do tega, da kaj imajo kot darilo. In to so tudi napisali Nemci. V šlepno izdajo pravi, ta knjiga za nas je resnice darilo. Takaj. Zato, ker noti jaz pravim nekje tovarišu zdravniku, ki potem pa vas skupaj vdahal mi dva. Kot zdravnik je bil on zdravnik, bliska je bila, jaz sem pa bil bolnica tam. Mene so Kozlekovci vdahal, našli dvig, sem bili po uradi, dajo s tem nemško-slovenci, Slovenci v Ljubljani. So takoj dobili mesto, da so imeli kataloge in tako naprej. Pravi, tukaj je Pahor Boris tesna. Tega moramo rešiti na kakšen način. In so mi dali, prej sem bil tolmač pri Norvežanu. To sem vam hotel povedati, moram se krajšati, zato ne moram povedati o svojem mezincu, da kaj je, moj mezincu me rešuje življenje toliko časa, od takrat. To je tudi že napisano. V tem smislu je bil v tem petični založbi Berlin Verlag en pisatelj, ki je zdaj živi pod križem v Trstu in ki piše romane detektivskega žanra. In on meni povedal osebno, kaj poslušajte, bom povedal, ko je bilo. Jaz sem telefoniral na Piccolo, tržaški Piccolo, in sem rekel, poslušajte, jaz prihajam iz Berlina, bil sem pri neki založbi, ampak mene potem tisto me naveličalo, jaz sem postal pisatelj, ki hoče pisati detektivske romane, sem se preselil, živim blizu križa, imam prijatelje Slovence v križu, tukaj pri Trstu, in živi tam, ne. In ta reče, jaz sem ugotovil v Berlinu, ko smo knjigo izdali v Nemčiji, kakšna knjiga je to. Tukaj v Trstu živim zdaj že 4 mesece, menda, pa od tej knjigi še ne slišim, da bi kakšen govoril o tej nekropoli. Imate pisatelja v Barkovljah, ne? In vi ne veste, da ta pisatelj je bil objavljen v Berlinu v pomembni založbi. Kako je to? Kako se to dogaja? Ja, in tam je njegov prijatelj v Rimu, on ima eno založbo. Ja, on to poslušal in je rekel, dajte mi knjigo. Ko je knjigo dobil, je prevodil, je rekel, potem bo jaz ta prvi. Bo jaz ta prvi, ker mu je dal knjigo v Rimu, tako da bo šel vse knjigarne. In to je bil, da je knjiga postala v Italiji bestseller. Ni bilo Italijana, ki ni tega kupil knjigo. Je napisal eden, ki ima 90 let, da tako se mu 90 let. Eden, ki ima 90 let, ki tukaj ne knjiga, je prevedena v francosko, na angleško.
ni vedno. Mislim, da moramo v imenu založbe reči, da ne vsega povedati, ker potem ne bomo nobene knjige več prodali. Mora kaj pustiti tudi zato, da bodo ljudje prebrali. Ne moramo zdaj tle vse razložiti. Devi je bila tukaj založba, angleška, ki se imenuje, svetovno znana. BBC. Kako se imenuje? Založba angleščine. BBC. Ekola. In ta založba bo vedno zdaj brala nekropolo v jeziku, danes svojem angleškem, s komentarji. In to bo obkrožno svet. In ta človek je prišel k meni, je rekel, gospod, jaz sem prišel z BBC, založbo, ampak jaz vas poznam že dolgo časa, jaz sem vse naše knjige prebral. Jaz moram priznati, da ta knjiga dolgo časa čaka in da smo mi se odločili še, da bo knjigo nekako v angleščini šla okoli po svetu, da bodo ljudje spoznali. In jaz sem vesel, da je to uspelo in da so mene povabili zraven, ker lahko rečem kot angleški kulturnik, vsem, da nekaj pomeni v Anglijo, v Angliji. In tako da mi je on čestital in so mi dali en džemper v spomin na to, da imam tudi prijateljstvo stik z njimi, ne samo literarno. In letos je prišel, je dal en dolg, veliko obratnik, volnen, kot drugi spomin. In jaz sem gospoda počastil tako, da sem mu rekel, poslušajte, naši Slovenci tukaj niso niti imeli objema kot pozdrav, zato ker smo tako religiozni, katoličani, da ker rečemo objem, pomeni že iti spat v pošto neko žensko. Da moramo reči, moški, da imamo prijateljski objem. Zakaj ga ne bi začeli? Se je rekel, jaz sem svoje prijatelje, tukaj se je rekel, gospod Peter, ki je to mene pripeljal, sem mu rekel njemu prvemu, ki se je zavzel za mojo revijo Zaliv, ki je nepoznana, on je prival od smrti, da je ostala njegova zasluga. Prijatelj Peter, prijateljski objem, če se strinjaš. Gospod Predlog, jaz sem rekel, isto rečem tudi vam, vi ste bil tako prijazen, tako ste mi 2 dni spraševal o vsem mogočem, da ste vi napisal cel katalog, nekaj mojih doživeti, sem rekel, zdaj sem dobil celo Bogdan, da vam povem, dajmo mi 2 se prijateljsko objem. In on ta prvi do meni je gospod Pahor, več počastite na poseben način, pravi, in jaz bom prišel jeseni, in zdaj pa tam, bom tukaj 2 dni in bomo naredili zaključek, tako da bomo vzeli več ta material, da bomo naredili film o vašem življenju, da bodo poznali, predne bodo dobili v branje. Teden dni, ko to brali mojo knjigo, povsod, kam bo ta moj psi, ta vaš film šel, tako da tako se zadovoljen, da je rekel ta gospod, da jaz sem to doživel in jaz sem mu rekel, jaz pa, da sem prišel tudi vam, ne da bi vedel, da se zanimate zame in da bom doživel to. Jaz sem rekel, kaj ponovim, ne bom jaz dobil Nobelovo nagrado, ampak ga bo dobila Nobelovo nagrado moja knjiga. To pa sem še zmeraj želel. Tudi če mi dajo nagrado bez denarja, samo da jo nagradijo kot knjigo, ki zasluži, da ima Nobelovo priznanje. In tako smo mi končali, da vse. No, še en sogovornik tle čaka potrpežljivo, da pride na vrsto.
Tako da jaz bi Petra Kovačiča Prešina kar prosil, da vskoči do Perecaj. Hvala lepa. Bom zelo kratek, da ne bomo predolgo vas utrujali. Dragi gospod Boris, doletela mi je čas, da par besed povem o vašem delu. Poudaril bi samo dve bistveni lastnosti, ki sta zaznamovali vaše življenje in bosta zapisani v našo kulturno in tudi politično zgodovino. Prva vrednota vaša je privrženost svobodi. Osebni svobodi in družbeni svobodi. Celo svoje življenje ste se pravzaprav boril proti različnim ideologijam, totalitarizmom in ste gradil s svojo literaturo, s svojim publicističnim delom in s svojim delovanjem Republiko svobode. Druga vrednota je vaše neprecenljivo literarno in publicistično delo. Mnoga dela so postala klasika v slovenski literaturi in tudi v svetovni literaturi. Ne samo Nekropola, ki je najbolj znana, tudi druga pričevanja. Kar je pomembno pri tem vašem literarnem ustvarjanju, je rdeča nit vsega vašega pisanja, to je ljubezen do maternega slovenskega jezika. Vi ste pravzaprav svoje literarno delo začel kot apostol slovenstva v okolju, ki je še danes nenaklonjeno slovenstvu, in kot tisti glasnik, ki je želel to zavest slovenstva in svobode tudi v matičnem narodu boriti. Cela naša zgodovina od Trubarja do vas se je odvijala kulturna zgodovina v dilemi, ali ohraniti slovensko besedo tako malemu narodu, ali se pač utopiti v večji jezikovni konglomerat. In tukaj bi svojega prijatelja, pokojnega Aleša Debeljaka citiral, ki je rekel: noben narod maloštevilen ni nujno, da je majhen, ampak je velik, če ima velike duhovne ustvarjalce. In vaše delo je dokazalo veličino slovenskega človeka, slovenskega naroda in slovenske besede. Za te vrednote in za ta prispevek bi se vam v imenu nas prisotnih in seveda tudi, če lahko rečemo, v imenu slovenske kulturne zgodovine zahvalil. Tukaj se neko tolovati, pa ga moj da ostanem, ne? Da v tak način hvala lepa za te vaše besede, ki so prvič le izrečene danes. Do danes tega ni bilo potrjeno, tako da lahko pa rečem poleg tega, in to moram tudi citirati gospoda bivšega akademika, predsednika akademije, gospoda Vernika, ki je rekel, da stoletnico mojo, gospod Pahor, vi ste kot samostojen človek si ustvaril slovenščino. Vi niste imel rane 4 razrede v italijanski državi, osnovne. Anica Čokova se je imenovala, učiteljica, ki vas je naučila brati in pisati v slovenščino, ampak jezik literarni slovenski je vaš produkt. Vi ste ga vi ustvarili. Brez pomoči nobene šole, ne gimnazije, ne liceja, ne univerze, ne akademije, ampak vi sam svojo pomočjo pri branju avtor, jasno, ne, in zaljubljenost v jezik, in vi imate, in to vam jaz moram danes povedati, kot vas človek bere, se uživa, kako se ta misel v slovenščini
lepo razvija. Kako da iz enega stavka na drugi, tako vidite, nekaj, kar tolmačite, je taka jasnost in taka natančnost izbranih besed, da pa človek mora občudovati, da ste vi avtodidakt, da ste vi samouk. Ko pa potem še enkrat vzame v roke, vaš izpis reče, ne samo, da je to literarno tako lepo izpeljano in tako lepo prijetno za branje, ampak je tudi to, kar on zagovarja, tisto, o čem piše, razloženo tako potanko, da še zdaj se ugotavlja, zakaj je on uporabil ta jezik. Ta jezik je uporabil, da je tolmačil to, kar je on hotel tolmačiti. In to, kar vi ste tolmačili, ponavadi je bilo ljubezen slovenskega jezika. Biti zvest slovenskemu jeziku. In to sem rekel tudi zdaj, za moj, bi rekel, konec življenja, ker sem mislil, da bom malo blizu, ampak kako se kaže, in še nekaj časa se dovoljuje. In pa rečem, gospod predsednik sedanje vlade, ki ste me povabil na kosilo, povejte, oziroma prejmite to mojo željo, ki sem še dosti star, da lahko si dovoljujem nekako reči starega človeka, se splata pošušati, da ne boste naredili, kaj je v vaši moči, vašim ministrom za kulturo, vašim ordinarjem, kako boste sestavili za razne, bi rekel, imena, kar se bo poučevalo na gimnazijcev, da boste tudi dal učenje zvestobe slovenski identiteti. Slovenski domovini. Zdaj domovino znamo. Zdaj jo imamo, samo jedno izgubljeno. Mi danes nismo zavedni Slovenci, nažalost. Mi gremo, danes imamo mi v parlamentu današnjem levico. Večina je levicarska, nažalost. Ne pride do parlamenta, da bi nekaj veljali do tistega, niso bi včeli partiji. Da tistega niso bili komunisti. Zakaj? Zato, da se bojijo nekaj drugega voliti, ker še zmeri so v oblasti te nove, bi rekel, vlade, novega parlamenta, ki je večinski. In celo danes, še zmeraj, imamo vlado, ki mora, zato da nekaj odloči, imeti priznanje eni tako imenovani ekipi, tako imenovani enemu združenju, ki da to pregleda prej, če je prav, da tako sestavi neki sestav, kateri predmeti pride v ta razred, kateri v drugi so naprej. Da se pravi, da danes moramo mi nekako čakati, da bo slovenski parlament bil toliko svoboden, da bo tudi prišla ena druga stran v parlament in tako nekako nastala neki dialog, neki spor, če hočete. Zakaj? In jaz sem to rekel, zakaj? Zato, ker mi, Slovenci, če ne bomo imeli našega prepričanja o svoji identiteti, svoji nacionalno zaveden, do jezika, do kulture, ne bomo obstali dolgo. Ker Kitajci so že v Trstu danes, imajo že svoje skladišča in ko bodo oni zahtevali v Trstu, da ne tudi kitajščina bo med poukom za državljane, bomo imeli še en jezik, ki bo imel pravico pred našim. Da se boji kitajščina v Trstu, potem za njo včasih prihaja italijanščina, potem za italijanščino deloma nemščina, deloma angleščina in potem mogoče nekje za tržavsko provinco, za tržavski del ni več provinc, tudi je sama dežela. Za deželo, Uranijo Južno krajino, danes imamo k sreči možnost, da poleg italijanščine, za slovenščino, za veliko kulanščino, za nemščino
neki mali odsek. Tako da lahko nastopajo ti jeziki, samo da javijo en dan prej, da bo nastop v deželi. Govorimo v deželi. Ne gredo v parlament, ne gredo naprej. To je zaenkrat prepovedano. Govoriti v Trstu, da ima slovenščina neko prednost, je še zmeri greh. Še zmeri velja za greh. Trst, Gorica, vidim, to mora ostati čisto italijansko, bez mešanice. Zaenkrat. Upamo, da bo to spremenilo, ne vem. Ampak v tem primeru je za rekel, če ne bomo mi zavedni in da bomo ohranili jezik, ne kako pravi Lejica, da se njega dobro učimo, da ga mi zagovarjamo, ni zadosti, da ti se ga učiš. Ti moraš biti ti osebno Slovenec. Ne da ga boš učil in da ga boš dobro znal in tako naprej. In po prvi priliki boš svoje slovenstvo zamolčal, ali pa ga sploh ne samo da ga boš zamolčal, ne bo prišel povsem, da boš rekel, jaz sem Slovenec. Zato, da bo imel nobeno korist, boš rekel, jaz sem Slovenec, bo te rekel, ej, in kaj pomeni to, si ti Slovenec? Ne, če pa si ti Slovenec, ti boš s svojim zavednim slovenstvom zmeraj in povsod ta jezik branil. In če ga boš branil, in tvoji prijatelji, in tvoji ljudje ga bodo branili, bo ta jezik ostavil. Kljub majhnosti bo ostavil. V tem primeru mi rečejo, Levita Tržaška, Baho je nacionalist. To je Kardeljevstvo. Ker biti nacionalist, je rekel Kardelj, vodi v nacionalizem. On je rekel, ne da bi me ne omenil, kakor je tudi predsednik italijanske države, ne da bi me ne omenil, rekel, mi Italijani, se miri spominjamo, kaj je fašizem počel. Se rekel, to ni zadosti, prosim. Boste govorili o pojbah, boste govorili o isti, ki je prazna, Italijani so odšli in istočasno boste rekli, da vi boste govorili ne o fašizmu, ne o okupaciji Ljubljane, tu bo svetovne vojske, ne 2 leti, ko so se borili proti osvobodilnemu boju, vojna italijanska, vojaška in fašisti. Mi sem bil vojak 1 leto in pol in sem bil pri topničarji. In so bili pa, da spremljevalci, fašistične 28 oktobre, legije fašistične. Evo, to je bila okupacija Ljubljane 2 leti, od 8. septembra 1943 do veliko konca vojske, 2 leti. Na tak način jaz pravim, in tukaj sem poudaril televizijo in upam, da je italijanska slovenska televizija to omenila in za italijansko televizijo sem pa omenil Danteja. Za italijansko televizijo sem rekel, jaz o Danteju bom rekel samo eno stvar, ki ima tudi en dodatek. Dante ni da je rekel, jaz sem za italijansko literaturo. Imel to veliko spoštovanje do jezika, da on je celo Divino komedijo pisal latinske besede, kamor ne bo še italijanske. In so v tekstu. In dajte izbrati vse latinske besede v Divini komediji, pa boste videli, koliko je latinskih besed. Zato on je rekel, jaz govorim in to je il mio volgare. Il mio volgare. Ni rekel la mia lingua, moj jezik. Il mio volgare. Zakaj volgare? Zato, ker je bil Jezus, tudi on pride sem, ampak zato, ker je on govoril jezik ljudstva. In to v latinci se imenuje vulgus. To se pravi, ljudstvo italijansko tako govori. In jaz, ker sem njegov poet, skušam zdaj ustvariti nekaj, kar bo čim bolj podobno v italijanščini, v smislu pravega, bi rekel, izvira besed, da iz latinskih, da iz italijansko besedo. Zato ne bo malo. Za njim je prišel v ten, što piše še drugi, že sama njegova prijatelja,
ta raba besede, ne italijance. Dante piše v provansalščini, deloma. In je napisal 3 tercine, je napisal v provansalščini. In hvalil tistega, ki je bil pravi provansalec in ki se ni nekako hvalil, da on kot provansalec je dal v Evropi neko liriko, tako naprej. Ampak je bil najboljši lirik v provansalščini. In Dante ga je imel kot najboljšega v provansalščini, da je poznal razliko, kaj se govori, ene pa drugi provansalcev. Ampak kljub temu je on klevel, ne klev, ker ni bil človek, da bi klev, ampak je rekel, tisti, ki so izbirali caj provansalščino, namesto italijanščine, je rekel, ti kurbirji, je rekel, ki nekako naš jezik je grb, samo tako, kot je oni sve govorijo, s svojim kurbirskim jezikom. Tako je on napadl. In to piše v Convivio. Convivio, ki mi smo prevedli to, veliko, ne vem, če je kosilo ali srečanje, pojedina. Vem, da je pojedina. Tam piše on in diskutira. In moji dijaki, kot dijaki, veliko maturantje, kot se reče, so morali to poglavje Convivia poznati, če ne, nisem dal pozitivnega reda. In smo šli v njih, smo šli v Želence, in smo šli na tisti Ponte Vecchio, ki je slavni. Meni so moje novele objavili Obisk Ponte Vecchia. Jaz sem dal pa naslov mojih novelam, sem dal, da je bil požig Narodnega doma. Da je bil velik požar, tako naprej. Meni je rekel založnik, gospod pa, ko boste odpustili, vem, zakaj te vi hotel, da je rekel požig Narodnega doma, glavna novela. Ampak mi ne bodo kupovali tega požiga. Jaz vam dam naslov, ker vam bo všeč, obisk Ponte Vecchia. Ponte Vecchio je most, ampak Ponte Vecchio je neka valuta, to je neka vrednost v Italiji. To je center slovenske kulture, Dante in tako naprej, Želence, to je lepota v Italiji, niso samo Benetke, niso samo otoki dolž na Jutove, ampak Želence. To vidi Italijani, imeti radi Italijane, vidi smo mi Italijanom sovražni, nasprotno. Jaz sem imel 8 pri maturi, ki sem naredil v Bengaziju. To se pravi, sami oficiri so bili, to se pravi, italijanščini. Ampak sem dobil v šolski nalogi pri maturi v Bengaziju 8. In tudi na končni red je bil, v italijanščini sem dobil 8. Torej, kljub vsem tem italijanskih prisotnosti. In to mi je čestital sam profesor. Jaz sem ga potem dobil za jezik. On me je spraševal italijanščino, zgodovino, potem storia dell'arte, umete zgodovino, potem me je spraševal vse. Ne, ljubezen do domovine. Oni so imeli kot red in to sem rekel, lahko imate primer, gospod predsednik naše vlade, imate primer, kako oni so hoteli, ti veš, kaj je. Dobro, se je razvijal v fašizem potem, nažalost. Ampak pouk je bil, zato da boš vedel, da to je domovina, to je jedino, morajo spoštovati. In oni se tega držijo. Dobro, bomo počas. Dal besedo še enem, ki mislim, da bi še kdo rad voščil. Bi še kdo prišel sem posebno. Nemojte reči, prosim. Nemojte govoriti več. Ja. Dobar dan, Sodja Lovro. Mi smo izdali knjigo Slovenski kulturni prostor v besedi in sliki in posvečam temo, to se pravi geslo, gospodu Borisu Pahorju,
ki je pred 6 leti, ko je imel 100 let, rekel, star je, kdo ne ve, kaj bi počel. In v tem zborniku je seveda zelo veliko njegovih misli, veliko člankov in hvala, da ste prišli tudi v Celovec letos, kjer smo se srečali in vam želim še veliko zdravja in vam poklanjam ta naš zbornik z posvetilom. Vam želim in vam vsi najbrž želimo še mnogo zdravja in še mnogo let. Hvala lepa za vse, kar ste naredili za slovenski kulturni prostor in seveda za mednarodni in vam želim, da dobi vaša knjiga Nobelovo nagrado. To je namreč zbornik, ki smo ga izdali pri Društvu slovensko-avstrijskega prijateljstva. Ni še bil predstavljen, 10. septembra bo predstavljen in vabim takrat vse v Viteško dvorano Križa. Hvala lepa. Izvolite, me veseli in še kakšno pismo mi pošljete, ko dobiva zmeraj vaša pisma od gospe. Hvala lepa. Jaz bi rad delal reklamo za eno knjižko, ki je zdaj izšla v Parizu. Prosim, da bi rad povedal 2 besede za eno knjižko, ki je tam v Parizu izšla, ki je založbi mojega prijatelja Pierre Guillaume Deroux, kjer so zbrani odlomki mojih nastopov, ko sem prišel iz Belšana, deloma peš, deloma smo imeli angleške kamione, ki so se vračali, so nas osvobodili, so se vračali, so drugi material pripeljali. Na tak način jaz sem kašljal, sem imel robec poln krvi od moje rane na pljučih, ki je francoski zdravnik tajil, da on ne sliši na mojih pljučih nič. Ni hotel priznati, da sem jetičen, ker bi mi dali v blok jetičnih in ne vem, kaj bi se tam dogajalo. Koliko časa bi tam živel, jaz sem prav. Na tak način, ko sem prišel v mesto Lille, sem jaz doživel in to je bil 1. maj leta 1945, je poročala televizija, je poročala, da so Jugoslovani armada v Trstu. Potem so pokazali fotografijo, kako je Duce Mussolini visel za noge, ustreljen v težanskih vekov. Na hitro naredili sodišče, na hitro tudi recimo odvetnika, in ga obsodili na smrt in ga takoj ustrelili. To pravi, da imamo to, kako ne bi rekel, imam to eno zbirko mojih nastopov, ki so nekaj o vjuhah, o ženi, nekaj o tem, kako se rekel zdaj. Jaz v sanjah vidim Mussolinija, kako visi, in se istočasno spominjam, tako je prišel Trst, ko je on izjavil, da se bo pridružil nacistom tudi do Judov, razmerje Hitlera do Judov, je prišel vzeti v Trst, to je svoja odločitev, in na Velikem trgu jaz sem bil doma, v ulici Svetega Nikolaja, 4. nadstropje, na oknu, in pošušal sijanje, in jaz sem rekel, kaj prihajaš tukaj se deret v Trst, ko imaš druga mesta lahko na izbiro. In je ravno v Trst prihajal, ker srce je bil problem, ker mi nismo hoteli, ne samo Slovenci, ampak Tržačani, nismo hoteli postati Italijani. Mi smo mednarodno mesto Trst, nobeno italijansko mesto ni. Ker to javno niso smeli izjaviti, konkretno so bili tako usmerjeni.
In tako se je zgodilo, da jaz takrat sem rekel, še ne šlodeč na okno, morje na levo dan, sem rekel, bo prišel dan, ko boš tudi ti se nehal dreti. In jaz to objavim in je pripoved mojega spomina povezan ne samo na Dučija, ki sem ga videl pri Bejuvcu, tam v Lidu, sem ga videl bežala za noge. Ampak kaj sem jaz v tistem oknu v Težaškem poslušal, ko je še drl in kaj sem mu takrat rekel, bo prišel čas, ko boš ti plačal. In to je bilo že visečega, na noge, moje pripovedovanje. In to so rekli take moje prijatelje, ki je to prav, pa pravi, to je literatura, prve vrste, kako da mi ne poznamo tega teksta? Je kratek, ni dolg, ampak moramo objaviti to. In on naredil knjižko iz tega. In dal zraven tudi razna mnenja o meni, pomen ljudi, Bavčarja, potem je dal gospoda, veliko italijanskega pisatelja v Trstu, neki hoče postati Nobelovec, tako naprej, ki priznava zdaj, da Italijani do nas so bili, bi rekel, popolnoma ignoranti. Namesto bi pomislili, da ta narod je bil vzgojen po kulturi Dunaja, kjer je njihov pisatelj Cankar živel 10 let, ampak to je bil, Dunaj je bil Pariz centralne Evrope. Kako reče o Slovencih, da smo ignorante narod in tako naprej, ko pa naše same doktorje smo dali Dunaj in tako naprej. Tako smo dali pa tudi Italijanom, Angleže zdaj v Ameriki je ta knjiga od gospoda Hobca, ki zdaj je tiskala založba v Sloveniji. Novna knjiga, kako se križe že. Koliko smo dali mi Amerikancem našega intelekta slovenskega, da so oni postali voditelji pri nas, tako naprej, voditelji tudi pri delih novih letal, ki gredo v atmosfero in tako naprej, naš izum, se rekel. Zato v bistvu mi same sebe ne poznamo, same sebe puščamo ob strani, namesto da bi vedeli, da smo vredni. Eden izmed najbolj kulturnih Evrop na svetu smo mi. In to je to bi nacionalizem, če mi bi bili veliki, kako so danes Kitajci, in bi rekli, zato ker smo tako in tako, bomo te drugi pod nam podložili. To je bil nacionalizem. To je bil nacionalizem. Maj reči, da mi smo kulturni ljudje in spadamo med najbolj kulturne narode v Evropi, to ni noben nacionalizem. To je samo konstatacija. Poglejte kulturne ljudi, majhno naroda, ki ima 1,5 milijona ljudi in koliko ima intelektualcev, koliko ima pisateljev, koliko ima v primeru z narodom, ki ima recimo 70 milijonov Italijanov. Pa boste videli, da v procentu, kaj mi smo producirali in kaj produciramo mi kulturnega dana. In naša znanost, ravno tako. Zdaj pa, ne rečem, da dajte to programo, ta idejo, da smo tako in tako, da se bomo hvalili zdaj, ne. Konkretno, mi se podcenjujemo. Kaj bo majhen narod, še danes slišite v televiziji, kaj bo majhen narod imel narodno zavest in da bo to nekako. In zakaj nimamo v himni Prešerna? Povejte, zakaj nimamo Prešerna v himni? Zakaj je črtano, Bog živi naš slovenski svet. In to je črtano. Zakaj? Kdo je tako mona, opustite ta izraz, kar ne rabimo v Ljubljani. Kako smo mi, da črtamo Prešerna, kam pravi, Bog živi naš slovenski svet. In potem takoj, na meči redni, je takoj naš sosed. Sosed naj bo mijak in tako naprej. Kaj pomeni sosed, če jaz pojem slovensko himno in rečem, bo živi vse tiste, ki nekako so prijatelji soseda. In jaz rečem to in ne povem, kaj sem jaz. Če jaz se ne predstavim, kako on ve, a jaz hočem pohvaliti tega ali pa onega,
Da prvo se moram predstaviti. Moram povedati, ja, Boris Pahor, ima samo narod, ki ima 18 milijonov, pardon, milijon in pol ljudi, ne, ampak jaz hočem 2 milijona. biti enako vreden drugim in hočem se naravno zavest, da se obdržim tudi za moje prihodnike. To jaz sam tudi da vam pravim danes. Dajte biti zvesti svojim identiteti, svojemu slovenstvu, svojemu principu. Dante je rekel, il mio volgare, ni rekel moj jezik, il mio volgare io lo amo, jaz ga ljubim, zato ker moja mama in moj oče, ko sta se ljubila in mene rodila, ta govorila ta volgare. Dante je šel v telesno druženje moža in žena, ki se poljubljata in ki se imata rada, ne, in reče, loro usavano questo volgare, ta jezik. Torej, nečni mir ljubezni svojega jezika, spomnite se, kaj je rekel Dante svoji materi in svojemu očetu, ker jaz delam reklamo za Danteja, zato je vreden, on je vreden pohvale. On reče, tisti jezik, ki je grd, po provansalščini, naj bi bil naš, samo v enem primeru, kada ga izreče, tista kurba, ki je izložil in bral provansalščino na mesti mojega Bolgarija. Eko, kako on obsodi, kadaj je grd. Razumete? Njegov jezik, njegov Bolgar. Jaz bi končal, ne?